Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kaj ti pravzaprav pomeni izid knjige Mojstranške veverice in kakšni so tvoji spomini na vsa ta leta? Bi šel še enkrat isto pot, če bi bil mlad? Kar se knjige tiče, sem zelo presenečen in vesel, da je tako dobro ratala, da je Vladimir se tako res potrudil pa naredil lep izdelek. Kar se pa tiče hoje v hribo pa plezanja, pa če bil mlad, bi sigurno šel isto pot, če bi se le dal. Bil si alpinist, gorski reševalec. Kako pa se spominjaš klasičnega reševanja? Včasih ni bilo helikopterja, pa ste morali v goreh kar s klasično opremo. Ja, kar dolge leta smo reševali klasično, kar je bilo pa zelo naporno, pa veliko smo mogli imeti kondicije. No, pravzaprav smo jo s tem pridobili, ko smo reševali. To je včasih bilo reševanje v enem tednu tudi 7 reševanj, tako da smo šli leteli pravzaprav vsak dan skoraj. Živeče ste še 4 mojstranške veverice, 2 pa žal ni več med vami. Ja, nažalost 2 ni več. Zvone Kofler se je po nesreču na povratku, ko smo šli iz Hindukuša v Afganistanu, nekaj pred Kabulom. Tako da to je bil človek, res izreden človek, s tem izgubil in mi smo izgubili veliko in cela Mojstrana, sploh pa domači. Kaj ti pomeni izid knjige Mojstranške veverice in kakšni so spomini na vsa ta leta? Ti si eden izmed veveric, ki si se 4 leta kasneje jim pridružil in so te sprejeli v družbo. Ja, res je. Kaj mi knjiga pomeni? Prvo vprašanje. Knjiga mi pomeni to, kar je bilo rečeno že kar nekajkrat, da tisto, kar ni napisano, se čez čas ugotavljajo, da ni zgodilo. Zato je knjiga tisto, kar je bilo verjetno glede na moje prijatelje, Mojstranške veverice kompletno, nujno. Da nam to pričevanje ostaja, da ni potrebno potegniti diapozitive stare na plan, ampak bom lahko odprl knjigo in podoživljal. Zdajle prihajajo časi, leta, glede na mojo starost, ki je to res pomirjujoče. Kaj te je pravzaprav vleklo v Ameriko, da si se odločil, da preplezaš steno v Ameriki? Ja, v človeku je vedno tako, da ga vleče v pustolovščine, vleče ga en korak naprej, vleče ga spoznati nove stvari, kar se pa tiče plezanja in El Capitana, te stene je pa še vedno v teh modernih časih izziv. Takrat je bilo pa to pravljica. Nekaj, kar je fantastično in kar nismo vedeli, če bomo sploh lahko uspeli in če bomo zmožni, če bomo sposobni preplezati to steno. Tisto, kar nam je prikazalo, je bil pa 2 članka v Alpinizmusu, to je bila nemška revija plezalna in tam so Švicarji prikazali Yosemite kot dolino, črno-beli sliki tega velikana, te ogromne stene in pa pol Nemci še enkrat je bilo objavljeno, da so zlezli nekaj, ampak to so bili samo poizkusi. To se pravi, smo bili mi sploh eni od prvih Evropejcev, takrat ta naša mala odpravica, ki smo preplezali steno. Če bi bil še enkrat rosno mlad si še vedno, vendar rosno mlad, bi šel isto pot kot alpinist, kot gorski reševalec?
Ja, res je. Rosno mlad, hvala lepa za poklon. Nisem več, ampak mlad pa. In ja, sigurno ne bi izbral druge poti, ne bi izbral drugega kraja, rojstva, življenja in pa drugih prijateljev. Jaz bi želel, da se to ponovi, če se zgodba ponavlja. Kakšen je zdaj interes mladih za planinarjenje? Opažamo veliko zanimanja za planinarjenje, sploh v času od korone dalje, ko se je nekako zelo povečalo zanimanje za obisk gora in tudi nižjih in višjih. Tudi planinstvo v planinski organizaciji zadnja leta znova narašča, tako da tudi tega trenda smo zelo veseli, res pa se je treba zelo potruditi, da pridobimo tudi že tiste najmlajše člane, tako v vrtcu kot osnovni šoli, srednje šoli, potem to se nadaljuje skozi članstvo in do starejših članov, priznati pa je treba, da je članstvo Planinske zveze Slovenije vendarle večina odraslov in starejše. In kakšno leto pričakujete v letu 2025 po samem obisku vaših planinskih koč in vpisovanje mladih v planinska društva? Zagotovo lahko povemo, da otroci se v planinska društva vključijo navadno že z začetkom šolskega leta. Tako da trenutno je že članstvo v planinskem društvu za mlade, so že to lepe številke, tako da kot vsako leto tudi tukaj je trend rahlega naraščanja in se nadejamo, da se bo to tudi nadaljevalo. Obisk planinskih koč pa je tudi zelo, zelo priljubljen, tako da se ponekod že srečujejo z veliko gnečo v planinskih kočah, ampak to je tudi razveseljivo, zato ker gostoljubni oskrbniki so tisti, ki na vse zadnje privabljajo obiskovalce gora od blizu in daleč in vsi si želimo to doživeti od blizu. Tako razglede kot tudi dobro kulinariko v planinskih kočah.